objave preko že zdaj nekaj časa orodja, ki ga je skreiral dejansko Facebook, kako lahko načrtujete po novem objave, tako kot na Facebooku, tudi na Instagramu. In se pravi, gre za Creator Studio oziroma studio za ustvarjalce, ki ga najdete tukaj v zgornjih menijih. Evo, jaz ga imam pač že tukaj, drugače ga še nimate tukaj, najdete pod več, se pravi, da tu pogledate pod orodja, in dejansko vas bo vrglo v studio, ki ga najprej morate samo par točk poklikati in potem pridete dejansko v platformo, ki jo zdaj vidite tukaj, se pravi, to je ena taka platforma, kjer danes po novem lahko edino na tak način kreirate, načrtujete objave, pa tudi objavljate direktno, si naredite osnutke, je pa tudi v mobilni, se pravi, obliki kot aplikacija, kjer pa lahko sedaj samo trenutno na tej aplikaciji načrtujete objave. Prej je bil to Facebook Pages, ki pa zdaj trenutno ne dela, zdaj ne vem, še pred kratkim sem testirala in je zelo popačil sliko in ni več bilo okej, se pravi, Facebook zdaj želi, da dejansko delate in v tem Creator Studio na računalniku, tako kot tudi preko telefona, se pravi, tisti sploh, ki se tudi ukvarja, se pravi, vodite družbeno omrežje drugim podjetjem kot jaz, je zelo priročno, če ste kje na terenu, da lahko neke stvari že uredite tudi preko aplikacije, se pravi, aplikacija prav tako Creator Studio. In sedaj smo, evo, tukaj zgoraj imate, vidite, Facebook, na drugi strani je v bistvu Instagram. Ko ste prvič bili v tem Creatoru, najprej morate Instagram račune vnesti, se pravi, morate poznati uporabniško ime in geslo. Ko enkrat to naredite, dejansko potem lahko oglašujete iz različnih Facebook profilov, vidite, jaz imam pač več profilov, ker urejam tudi za podjetja, ampak danes se bomo lotili tega Facebooka, se pravi, da vidite, kakšne so možnosti. Trenutno preko Creator Studia za Facebook lahko dejansko preko tega dodajate, evo, sledeče, ustvarite objavo, se pravi, fotografijo, dodate story vsebine, na katere lahko dodate link, se pravi, ta swipe up funkcijo, po tistih Instagramu to veste, ampak žal na Instagramu to ne gre, morate imeti 10.000 sledilcev, medtem kot na Facebooku preko Creator Studia lahko dodate točno direktni link do neke spletne strani, do kakega blog zapisa, YouTube kanala, karkoli pač v storijih oglašujete. Potem lahko naložite video posnetke, več posnetkov hkrati, se pravi, imate neko serijo videjev in potem lahko istočasno naložite več in pol pač samo določite, kdaj in v kateri uri se bo to pač lansiralo. Potem lahko greste v živo, se pravi, se lahko tudi preko Creator Studia v živo oglasite ali pa v bistvu objavite video direktno na večjih teh vaših poslovnih straneh. Jaz pač imam tu 2 strani in včasih, če naložim na eno, še istočasno naredim tudi istočasno na drugo, ampak na drugi strani moram iti potrditi, da jo dejansko da na časovnico, ampak ne rabim dvakrat nalagati istega videa, zdaj, če bi želela na večjih straneh isti video. Se pravi, to so možnosti, ki jih imate na samem Facebooku. Zdaj dejansko, ko greste, ne vem, bomo zdaj ustvarili objavo, malo bo počasi dela, se pravi, ustvarite objavo, imate možnost pač, kot smo rekli, fotografije, lahko tudi delate, se pravi, tukaj je zdaj mogoče delati diaprojekcije, kar pomeni, da iz večjih slik lahko naredite celo video z glasbo, tako da je zelo priročno. Prej je bilo vse to možno pač delati, ko ste objavili in ste spodaj poklikali, ali zdaj hočete takoj objaviti ali čez nekaj, pač ne vem, jutri, na primer. Zdaj pač, se pravi, dajte začeti uporabljati ta Creator Studio, je pač mogoče malo več časa to zavzame, ampak ko se enkrat prijavite, pač enostavno tukaj kreirate vse objave, je čisto enostaven, priročen in vedno bolj se nadgrajuje in tudi zelo taka pregledna platforma, tako da vam jo res priporočam. In evo, vas vrže dejansko tukaj. Se pravi, lahko tudi tu video naložite, fotografijo, ankete, greste tu v živo. Več predstavnost, to pomeni diaprojekcija, se pravi, ko kliknete na primer na to,
vam pač da možnost, na kakšen način bi zdaj naložili več fotografij, se pravi, ne vem, vidite album fotografij, se pravi, naredite ta vrtiljak, se pravi, kjer lahko swipajo oziroma slajdajo, ali kako bi rekli po slovensko, več fotografij. Tu ustvarite diaprojekcijo, se pravi, prav lahko naredite filmček z slike in v ozadju tudi lahko uporabite njihovo dejansko glasbo, tako da je zelo, zelo fajn. Potem, kaj bi še vam pokazala, se pravi, označite lahko izdelke, se pravi, tu se je zdaj malo kar nekaj stvari nadgradilo, se pravi, o tem bom mogoče še posnela posebej video, tisti, ki imate sploh spletne trgovine, ki ste imeli tudi funkcijo trgovino na poslovnih straneh, sedaj je potrebno malo je daljši postopek, kako nalagati te produkte v samo trgovino, ampak se pravi o tem več, ampak se pravi, ko imate enkrat nešeno, lahko tudi na objavo označite nek izdelek, ki ga mogoče omenjate v sami objavi. In dejansko se pravi, tukaj dejansko napišete fotografijo, ne vem, ali pa bom jaz neko fotografijo dala, ne vem, bom dala tu eno, evo, revijo, ki smo jo včasih. In dejansko se pravi, nekaj napišete. Revija Internet in potem, se pravi, ko se pač slikica naloži, imate to opcijo, se pravi, lahko direktno zdaj delite na samo poslovno stran, lahko pa kliknete tukaj deli, lahko tudi deli zdaj ali pa razpored. To pomeni, da dejansko datum kdaj in ob kateri uri se naj ta objava dejansko razporeja, date razporedi, samo malo bom jaz, ne vem, bom dala jutri, da še vam pokažem 7. Evo, razporedi. In potem načrtuj objavo, zdaj malo popačilo nekje. In dejansko zdaj je nastavljeno, da bo objava šla ven jutri ob tisti uri, ko sem pač napisala. Lahko pa te potem vsebine, če možete ste pozabili, kaj imate tu drugi zavihe, Content Library. Se pravi, Content Library, kjer dejansko imate vse objave, ki ste jih že objavili, ki jih ste načrtovali, če ste tu dali kaj v osnutke, se pravi, da dejansko tukaj pač imate vso knjižnico, evo, vaših objav, po katerih lahko tudi filtrirate, se pravi, vidite vse objave, vse, ki so bile, se pravi, to so čist vse, tu so vse, ki so bile objavljene, te, ki so bile načrtovane, osnutki, tako da res imate tu en zelo, zelo pregled. Imate pa tudi tukaj, evo, statistiko, inbox, se pravi, vsa tudi sporočila lahko urejate preko samega Creator Studia. Tu vidite monetization, to bo predvsem verjetno pripravljeno za IGTV v Instagramu, pa o tem tudi več kasneje. Vidite, tu imate vpoglede, se pravi, malo zamikom dela, se pravi, so statistiko, koliko ste, ne vem, z organskim ali pa s plačanim dosegli z neko objavo, se pravi, res ena dodelana statistika, kjer si vse danes lahko pomagate preko Creator Studia. Drugače pa zdaj, da gremo še pogledati dejansko te Instagram. Instagramu zaenkrat ne morete objavljati, se zaenkrat ne, bom pa javila, ko bo možno, se pravi, lahko objavljate samo objavo, se pravi, objava mišljeno neka fotografija ali pa video dolg do 1 minute in IGTV, se pravi, video, ki je daljši od 1 minute. In vidite, ko greste dejansko stvari objavo, imate tu zavihek, evo, se pravi, malo drugačen mogoče pogled. In imate Instagram feed, se pravi, to je fotografija, lahko tudi korosol, se pravi 10 fotografij naenkrat ali pa video do 1 minute ali pa IGTV. Storiji trenutno še ne grejo, čeprav imate tu statistiko, ampak statistiko od tiste, ki ste jo preko telefona objavili. Se pravi, tukaj še, se pravi, lahko pogledate dejansko. In isto je, se pravi, Instagram feed. Se vam odpre skoraj isto okno kot pri samem Facebooku, evo, jaz pač imam tu več računov,
bom šla zdaj pač na moj marketing for small businesses in evo, tukaj vedno napišite neko vsebino na Instagramu. To pomeni, zelo se berejo za ti captions, se drugače reče opis, ki je malo daljši. Se pravi, potem dodajte vedno tudi hashtage, to so ključniki, to so tiste lojtrce, vsaj 15 jih dajte, maksimalno je 30, potem vedno tudi pri Facebooku velja, dajte te smeškote, malo popestriti same objave, evo tukaj lokacijo. Tukaj pa dejansko dodajate vsebino, ki jo lahko na novo naložite, se pravi fotografijo, video, ali pa tudi lahko vzamete iz Facebook poslovne strani. In dejansko potem, ko to imate, na enostaven način tu objavite ali pa razporedite objavo, ko smo predhodno zdaj pogledali, in lahko tudi načrtujete objave do pol leta tudi na Instagramu, kar prej ni bilo možno, je bilo možno samo preko drugih plačljivih orodij. Sedaj pa lahko popolnoma brezplačno tudi načrtujete objave, se pravi, ko ste na dopustu, vam biznis ne preklicno. Vam teče normalno, pa se morate pred dopustom malo več sjesti, ampak tudi vam svetujem, da tisti, ki pač normalno se s tem ne ukvarjate, dajte se enkrat na teden vsesti in za celi teden, na primer, objave narediti. In eno objavo vi lahko večkrat objavite, se pravi, vedno dobivate nove sledilce, sledilci pozabijo, kaj ste objavili že včeraj, nekaj šele, da bi se jo zapomnili, kaj ste pred 3 meseci objavili, tako da, če ne vem, danes naložite eno objavo, jo lahko istočasno zdaj tukaj isto objavite čez, 4-5 mesecev, tako da ne sploh kakšne blog zapise, fajn, da jih ljudje večkrat preberejo in tako da si tako lahko pomagate. Evo, in to je v bistvu Creator Studio, ki dajte ga čim več uporabljati, super orodje, ki se tudi nadgrajuje, tako da upam, da vam bo prišel prav.